Pozdravljeni! Danes oddaja Tete Barbke nekoliko drugačna. Namreč delila bi rada z vami koristen nasvet o zorenju oziroma staranju govejega mesa. Kajti zdi se mi res škoda, da večina, zelo veliko ljudi ne ve, da je ravno največji greh dati sveži kos govejega mesa, ki je lahko vrhunske kvalitete, direktno v zamrzovalno skrinjo. Pri kovačniku se namreč poslužujemo staranja mesa na moker način, se pravi v vakuumsko pakiranih vrečkah. Obstaja še suho zorenje, ki je še malo bolj zahtevnejše v komorah, ampak se pravi tudi tale moker način zorenja je čisto v redu, ga je zelo fajn prakticirati in se zelo dobro obnese. Paziti moramo samo, da držimo konstantno temperaturo do maksimalno 5 stopinj Celzija. Zdaj, ko vakuumiramo, vsak kos mesa damo v posebno vrečko, se pravi, to izgleda takole. Staramo pa meso tam minimalno 4 tedne, tudi do 8 tednov nekje je priporočljivo. Vsak teden, minimalno enkrat tedensko pa vrečko zamenjamo, da odlijemo ta odvečni mesni sok, to ni kri, ampak je to mesni sok, ki ga izloča meso. In ravno tu je finta, da pravzaprav, ko mi izgubljamo vlago, meso se nam dejansko izgublja na teži, ampak ko pa ga bomo pripravljali pri peki, bo pa ravno zaradi te izgube vlage postalo bolj sočno, ker se nam bo skrčilo. In zakaj še vakuumiramo oziroma staramo meso? Zato, da je meso bolj plemenitega, res bogatega okusa, bolj sočno in tudi čas priprave se nam bo bistveno skrajšal. Seveda se pa vsa zgodba začne v hlevu. Pri kovačniku redimo 30 do 35 glav na prosto rejo in krmimo izključno s travo, brez dodatkov in krmil. To so bili danes moji koristni nasveti o staranju govejega mesa. Iz tega kosa mesa bom pa naslednji teden pripravila slastno in sočno govejo pečenko. Se gledamo!